Dobro jutro. Sonce vzhaja. Ura je 6 zjutraj, ko ljudje še spijo ali se prebujajo, mi pa smo že v akciji. V tem prelepem mestu Koper bomo v pristanišču izpluli na morje, kjer bomo spoznali morski ribolov. Pravijo, da je zgodnja ura za morski ribolov najboljša, saj je morje bolj mirno, ribe so še bolj aktivne, ni prometa, ni čolnov, ni ljudi, ki plavajo. Spoznali bomo, kako ribiči preživijo dan. Morski ribolov se je v bistvu začel v zgodovini, že ljudje so ga potrebovali zaradi hrane. Takrat so imeli vse na jadra, so imeli tudi vlečne mreže na jadra, brez motorjev in je bil to zelo trd kruh. Sicer je še danes, zaradi vedno večjih teh vremenskih vplivov in toplotnega segrevanja in je morje vedno bolj toplo in je vedno težje ujeti ribe. Mi pa se ukvarjamo s športnim ribolovom, kateri je bolj smisel zabava, rekreacija in preživljanje časa v naravi predvsem in na svežem zraku. Imamo športni ribolov in gospodarski ribolov, kateri so potem uporabljajo različne mreže ali pa vrše, s katerimi lovijo ribo in jo kasneje tudi prodajajo. Dan za športni ribolov s čolnom se začne priprava že kakšen dan prej, moramo si pripraviti vabo in vse primerne naveze. In najbolj pomembno je, da je trnk čim več časa v vodi. Zdaj prvič lovim ribe. Prej tega nisem nikoli poskusila. Zanimivo je. Osnovna oprema, ki jo potrebujemo za ribolov, je ribiška palica z ribiškim motorčkom, vinčkom, kateri ima gor navito vrvico ali laks. To je osnova, rabimo še svinec, utež, katero spustimo vabo na željeno globino in pa seveda trnk in vabo. To je, bi rekel, ribolov na naravne vabe. Imamo pa še različne umetne vabe. Naravne so najboljše za ribe. Pri naravnih uporabljajo sardele, pri katerih odrežejo glavo in rep, ker sta preveč trda za ribe. Tega ne morejo pojesti, sredina pa je mehka in lažje primejo. Tako prilagojene so tudi potem ribolovne vabe in tehnike, s katerimi lovimo, ne. Zdaj, če so ribe bolj aktivne in so v jatah, so bolj agresivne, so dostikrat umetne vabe boljše, saj si z njimi hitrejši in lažje ujameš ribo. Ne rabiš se ukvarjati s temi naravnimi vabami, jo dajati na trnek, spuščati dol in tako naprej. Tisto samo pripneš umetno vabo, jo vržeš v vodo, pomigaš in to je to, kar je tudi čar tega. V jesenskem času, ko je najboljša ribolovna sezona, je tukaj v našem morju veliko sip,
katere so potem tudi hrana za vse ostale ribe in so one tudi zelo odlična vaba. Najbolj pogosto lovimo kakšne šparide, ribone, orade, šure, v poletnem času pa tudi skuše, mi jim pravimo škombri, v jesenskem času pa sipe in lignje kalamare. Pozimi spomladi je to najtežji čas za športni ribolov, ker je precej vetrovno in tudi morje rabi nekaj časa, da se ogreje, ker dokler nima morje vsaj nekih 12 stopinj, ribe niso toliko aktivne. Je pa res, da v spomladanskem času pride v Tržaški zaliv velike jate modroplavutega tuna, katere pa žal v Sloveniji ni dovoljeno loviti. Izpostavil bi še, da v najbolj toplem delu leta, ko ima morje največ stopinj, torej nekje s koncem avgusta pa tja do sredine oktobra, k nam pridejo te tropske ribe, delfinke, jim pravimo po slovensko. To so take rumeno-modre ribe, katere so pa zelo zanimive za ribolov, saj so zelo aktivne, zelo agresivno prijemajo, no, in lepe so za videti. Za jest pa niso tako okusne, saj nimajo te sladkobe, kot smo mi navajeni za te, bi rekel, naše ribe, ker pridejo iz drugih morij in zelo hitro rastejo. Morski ribolov zahteva veliko potrpljenja. Ribiči morajo čakati, da ribe pojejo vabo. Med tem čakanjem lahko čas izkoristimo, da uživamo v morju. V spomladanskem času, ko se morje šele ogreva, so ribe bolj plitko, saj se plitvi del hitreje segreva kot pa globi. Kasneje se te ribe potem širijo tudi na odprto. V jesenskem času se pa potem, ko se spet začne ohlajati, se pa one spet začnejo dajati v jate in se začnejo spet približevati obalam in nekako moramo slediti temu ciklu, ne. Ni pa vsaka sezona, vsako leto, da bi lahko to na koledar napisal, kdaj bo kje kakšna riba, ne. Veliko je treba biti na morju, poskušati tu, tam, če nekje ni, potem drugje spet in tako naprej. Dostikrat vzamem s sabo otroke svoje in gremo skupaj na ribolov in oni na ta način spoznavajo morje, ribe, življenje v njem, zelo radi gledajo, kaj se okoli čolna dogaja. V zimskem času dostikrat vidimo delfine, kateri skačejo. Sicer osebno jaz nisem zelo vesel, saj preženejo vso ribo stran in ker jih ribe tudi njih začutijo, saj so oni plenilci, tako da so pa zelo lepi za videti. Lahko povem, da v našem morju je veliko življenja, veliko rib, ampak da se je treba za njih potruditi in se da uživati tudi v tem delu Tržaškega zaliva. Danes smo spoznali, da morski ribolov ni samo to, da primeš palico in vržeš v morje trnek, ampak so potrebni znanje, potrpljenje in prava oprema in tudi nekaj sreče. Ne glede na velikost in težo ulova, je najlepši del gotovo jutro na morju in stik z naravo.